Lep pozdravček z vami Silvija iz skupinice Tree of Life. O temle izdelku, ki ga vsi že poznate, danes ne bomo govorili. Govorili pa bomo o izdelku, ki opravlja podobno nalogo kot ta. Govorili bomo o menstrualnih skodelicah. Menstrualna skodelica je čašica, običajno iz mehkega materiala, večinoma je to kar silikon, ki zbira menstrualno kri. Poznamo več različnih velikosti menstrualne skodelice, tale na desni je manjša, na levi večja, nekatere so daljše, druge so krajše, med seboj se razlikujejo peclji, pa tudi po čvrstosti so vsi različne. Naj vas ne zmoti, da ima tale luknjico, vaša, ki jo boste prijeli domov, sigurno ne bo takšna. To je namreč vzorčna skodelica, s katero lahko pokažemo, kakšna je tale skodelica, koliko je čvrsta, koliko je velika in jo primerjamo z ostalimi. Ja, menstrualno skodelico, ko boste prijeli domov, seveda ne bo imela luknjic, takole kot tale. In tele tamičkene pa seveda na vrhu. Ampak takšne pa ne boste našle. S tole skodelico vam bom pokazala prvo stvar, ki jo boste se vprašali, ko prijete domov z menstrualno skodelico. Ja, menstrualna skodelica je majhna. Ja, ampak kako jo vstaviti? Ker vseeno tako majhna pa ni, da bi jo kar celo vstavili. Ja, menstrualna skodelica je narejena iz mehkega materiala tudi zato, da jo lažje zložimo. Recimo, v zelo priljubljen zlaganje ali kar vam je ljubše. In jo potem vstavimo z eno roko v nožnico. Zelo priljubljen način zlaganja je tudi sedmica. Takole. In pa trikotniček, ki se le za malo razlikuje od sedmice. Eden izmed bolj priljubljenih pa je še tale, kjer jo zložimo vase. Takole. Primemo. Skodelica pa se potem v vašem telesu takole razpre. Ja. Menstrualno skodelico vam bom pokazala skupaj s kozarčkom, da boste videli, kaj je ena izmed najbolj pogostih stvari, zakaj menstrualna skodelica pušča. Menstrualno skodelico bomo zložili v črko takole, in jo vstavili v kozarec. Ja, kaj se je zgodilo? Menstrualna skodelica se ni razprla tako, kot bi se morala. Tukaj le bi vaša menstruacija uhajala in ven skodelica bi puščala. Rešimo to lahko na dva načina. Primemo za pesteljček in jo rahlo poguncamo gor in dol, ali pa s prstom ob robu pogladimo njene robove. Takrat se običajno menstrualna skodelica lepo razpre, zaslišimo tale vakuum in ne bo več puščala. Pa kar poglejmo, sprobajmo tale način guncanja. Malo jo poguncamo in menstrualna skodelica je na svojem mestu. Ja, če bi zdaj imeli v kozarcu vodo, bi ga brez problema lahko obrnili v krog in menstrualna skodelica seveda ne bi puščala. Več o tem v naslednjem videu, sedaj pa se pogovorimo še o tem, kako menstrualno skodelico izvleči. Ja, menstrualna skodelica se v vaši nožnici ne more zgubiti. Lahko pa poleze majčkeno višje. Običajno med menstruacijo se maternični vrat spusti in večina žensk ga ima zelo nizko, tako da prav visoko menstrualne skodelice ne boste imeli, razen če imate zelo visok maternični vrat. Običajno lahko s prsti zatipamo tale pecelček, ga rahlo porukamo gor in dol, takole, prej in nazaj, in menstrualna skodelica se spusti toliko, da lahko dosežemo tele oprijemalke na skodelici. Takrat menstrualno skodelico stisnemo, spusti vakuum, potem pa jo zložimo v C in izvlečemo. Zakaj jo zložimo? Zložimo jo zato, da pri tem, ko bi jo jemali iz nožnice, ne bi zadeli sečnice, kar lahko pa, ja, malce zaboli. Priporočam, da ko jo boste prvič dajali ven iz nožnice, da se morda to lotite v tušu, izognili se boste nesrečam, ukolikor se vam polije. Vsebino seveda potem, ko jo izvlečete ven, takole zlijete v stranišče, menstrualno skodelico operete, lahko jo prekuhate, sterilizirate ali pa brišete z robčkom,
so taki dezinfekcijski robčki, več o tem vam bom pokazala tudi v naslednjih videih. Kolikor ste na poti, z dezinfekcijskim robčkom se jo dobro obriše, običajno se zelo lahko očistijo, saj so gladke in potem ponovno uporabite. Taka menstrualna skodelica je uporabna tam 5-10 let, kar pomeni, da boste za nakupom menstrualne skodelice tudi privarčevali. Če vas pa je strah, da menstrualno skodelico uporabljate čisto samo, kolikor bi na stenah bilo še kaj, ker bi poteklo ven, pa uporabite takle pralni vložek. Tole je ščitnik perila od Emile, ki jih imamo tudi na voljo v šibki opojnosti. Takole, če ga vidite, to je izjemno tanka zadeva in praktično ne boste čutili razlike med hlačkami in hlačkami s ščitnikom. Potem po uporabi ga seveda splaknete s hladno vodo in operete skupaj z vašim spodnjim perilom. Ja, to je zaenkrat to o menstrualni skodelici, primerjave le teh in pa več o njih pa v naslednjih videih. Jaz upam, da vam je bil video všeč, vesela bom vaših povratnih informacij za pralne vložke, prav tako kot skodelice, na vsa vaša vprašanja, ki sem jih že prejela v skupinico in ki jih še bom prejela v skupinico, pa bom seveda odgovorila v naslednjih videih. Zaenkrat hvala za vaše spremljanje in se vidimo naslednjič.